Dober večer. Nogometno državno prvenstvo je v tej sezoni poskrbelo za nekaj imenitnih zgodb, na koncu je najbolj odmevna seveda Olimpijina. Naslov prvakov so v Ljubljani čakali 21 let, proslavili so ga temu primerno. Najprej kar po tekmi zadnjega kola, ko je Olimpija Krko premagala s 3-0. Vidite tudi ostale rezultate. Gol za zmago Celja nad Rudarjem vam bomo pokazali nekoliko kasneje. V zadnjih 3 kolih povsem potolčeni Maribor je za slovov sezone doma z 2-3 izgubil z Gorico. Koper se je rešil dodatnih kvalifikacij za obstanek zmago nad Zavrčem. Pa še edina tekma brez zmagovalca, Krško Domžale 0-0. Najpomembnejše stvari na lestvici so čisto pri vrhu in na dnu. Državni prvak je Olimpija, ki bo igrala kvalifikacije za Ligo prvakov. Drugi Maribor in tretje Domžale grejo zanesljivo kvalifikacije za Evropsko ligo. Četrta Gorica čaka na razplet pokalnega finala. Na 5. mestu je sezono končalo Celje, tudi Krško, Rudar in Koper so bili v izenačenem boju za obstanek dovolj dobri. Zavrč bo z drugovrščeno ekipo druge lige Aluminijem igral kvalifikacije za prvo ligo, Krka pa je izpadla. Kot rečeno, vam bomo pokazali še edini gol z lokalnega derbija med Celjem in Rudarjem. Še prej pa povemo, da so Celjani pod vodstvom Roberta Pevnika na zadnjih 8 tekmah prvenstva zmagali kar 5-krat, prej so v 28 srečanjih le enkrat več. Tole pa je zadetek. Po nespretnem izbijanju velenjskega vratarja Radana je z več kot 30 metrov zadel eden največjih celjskih upov, komaj 17-letni Janez Pišek. Dobra popotnica za Celjane pred jutrišnjim finalom pokala. Prihodnji teden bomo že poročali o razpletu rokometnega prvenstva. Zadnje kolo je na sporedu konec tedna, odločilna tekma za naslov prvaka v petek. Če si le ne bodo Velenjčani ali Celjani v predzadnjem kolu privoščili kakšnega nenadejanega spodrsljaja. V 8. kolu lige za prvaka si ga niso. Še posebej prepričljivi so bili Celjani, ki so Mariboru že do polčasa nasuli 24 golov, končni izid je bil 37-22. Velenjčani so zmagali na gostovanju v Ribnici, ki se je v končnici doma izkazala za zahtevnega tekmeca. Bilo je 29-23. Koprčani pa so Škofje Ločane premagali z 21-16. Tole je še lestvica. Razmerja na njej se od prejšnjega tedna niso spremenila. Gorenje ima na 1. mestu točko prednosti pred drugovrščenimi Celjani. Tretji Maribor ima 2 točki več od 4. Ribnice. Sledi Koper s 37 točkami, moštvo iz Škofje Loke zdaj tudi matematično ne more več višje od 6. mesta. V košarkarskem prvenstvu je, kot že celo sezono, zmagovalca katerekoli tekme nemogoče napovedati. Tudi polfinalni seriji sta izjemno izenačeni. Finalista bomo tako dobili na odločilnih 3. tekmah v četrtek. Zlatorog je Union Olimpijo na prvi tekmi prepričljivo premagal 74-61. Na drugi so bili Ljubljančani boljši z 90-88. Odločilna tekma bo v Laškem. Tudi v drugem polfinalu sta obe tekmi dobila gostitelja. Krka je doma zmagala s 83-78. Helios pred svojimi gledalci s 73-68. Tretja tekma bo v Novem mestu. Obetamo pa si še 2 negotovi polfinalni tekmi in potem zelo razborljivo finalno serijo. Velenje z okolico je prejšnji konec tedna gostilo prvi reli sezone državnega prvenstva. Z več kot 150 dirkaškimi kilometri je velenjski reli v tem trenutku najdaljši med vsemi slovenskimi. Med številnimi posadkami iz Slovenije in tujine je bil najhitrejši Hrvat Juraj Šegl, kar je prva hrvaška zmaga na slovenskih relih po 24 letih. Najboljši Slovenec je preizkušnjo končal na 4. mestu. To je bil rekorder po številu naslovov slovenskega prvaka Darko Peljhan iz Idrije. V točkovanju za slovensko prvenstvo sta se mu na stopničkah pridružila 2 sokrajana, Aleks Humar in Rok Turk. Še nekaj malega novic nam je ostalo. Prejšnji teden je bilo na sporedu Evropsko prvenstvo v plavanju. Posnetkov iz Londona sicer nimamo, boste pa videli nekaj najpomembnejših rezultatov zelo uspešne slovenske odprave.
Slovenci se domov vračajo z 2 medaljama. Peter John Stevens je bil drugi na 50 metrov prsno, članica ravenskega Fužinarja Tjaša Oder na 800 metrov prosto. Na 1500 metrov je osvojila 4. mesto. Njen klubski tovariš Damir Dugonič je bil 6. na 50 in 100 metrov prsno. Še ena članica ravenskega kluba Gajna Tlačen je bila 8. na 1500 metrov prosto. Najboljši izid članice velenjskega kluba Nastje Govejšek je 10. mesto na 50 metrov delfin. Slovenke in Slovenci so skupaj nastopili v 9 finalih, tudi ženska štafeta 4x200 metrov prosto, v kateri sta plavali tudi Govejškova in komaj 15-letna izjemno nadarjena članica Fužinarja Janja Šegl. V Novigradu na Hrvaškem poteka svetovno prvenstvo v kegljanju. Od slovenske zasedbe je bila prvi dan uspešna članica celjskega kluba Eva Sajko. 649 kegljev je bil drugi rezultat med vsemi dekleti, kar pomeni, da se je brez težav vrstila v nadaljnje tekmovanje. Iz športnega uredništva vam želimo lep večer, nasvidenje.